Ne vem, to s tem naje, kar v en geto prepeljala. Ups. Hej ho! Dobrodošli v Jogijakarti, kulturni prestolnici otoka Java. Z vami sva tako kot vedno Ponč pa Sonč oziroma Aleks in Cindy. V tem vlogu si bomo ogledali dva zelo pomembna templa. En je v bistvu hindujski tempelj, en pa največji budistični tempelj na svetu. Poleg tega pa si bomo tudi pogledali samo trip mesta Jogijakarta. Jaz sem tu lačna, že cel dan nisva čisto nič pametnega pojedla, vlak je bil obup. Tale hrana je pa bila gabno. Nimam besed drugih. Gabno. Tako da zdaj sva šla najprej jest in sem si naročila šefovo specialiteto. Mije Godhog Yogija se imenuje, nekaj takega. Tako da v bistvu zgleda, kaj je ena juha, nimam pojma, kaj bom jedla. Jaz samo upam, da je okusen, pa da se bom najedla. In? Naša goveja juha je boljša. No, daj še meni zaprobati. Jaz sploh ne vem, kaj jem. Neka piščančja juhca. Pa ful jajce. Pojedače je bil čas, da se namestiva v hotel, ki sva si ga izbrala kar na Malioboro Street, oziroma tej glavni, najbolj živahni ulici v Jogijakarti. Resen ga! Dobrodošla v tropih! Da sva že ene 20 komarjev pobila, pa še 20 jih malo. Ne samo, da smo v tej sobi imeli 30 komarjev, najmanj po tam malem. Jaz sem še malo jupula na postli. Malo smo belala, ne pa je malo padal dol. Pa tako reč nam gledala, kaj je spodaj, kaj je to sram. Vse stene so pa tudi kar tako malo tako, malo tako. Tam je malo napihnilo vse. Vse ni panike. Ni panike. Pa tako, bela nino, tole bi jaz rekel, je bolj tak eggshell barva, a ne? Zdaj so zelo lepe, kako se reče, ne jagodne, jajčaste barve. Je sej eggshell. Ja, no, pač. Ampak je pa udobna posla. Je pa udobna, ne? Šat posla, ali čisto v jogi sem videl. Dobar, nekaj pa je, nekaj pa je. Te rekla, ne, da spiva samo v fancy hotelih, pa ne vem kva. Ali piško. Zračenega kruha se največ poje pa te fora, ne. Kad bi midva vedela, kaj ne čakal šele čez 2 dni, je bila tole še fancyjada proti smo, do česar pridemo v naslednjih vlogih. Joj, pa še malo iz tega. A še malo iz tega. Malo je miška pojedla. No, ampak ta zabava pa heca ni trajal dolg. Ok, situacija je taka. Naš Ponč je po noč zbolel, zdaj ne veva točno, da se je zastrupil s hrano. Sum v tisto hrano na vlaku, ker je bila pač res katastrofa. Ali je bilo kaj drugega, saj ne vem. V glavnem pač včeraj sva šla ful zgodaj spat. Ob 9 sva hotela že spat, ker sva imela za danes rezervirano ekskurzijo, ob 4 zjutraj bi se mogla že odpraviti in iti v bistvu gledati 2 templa ob sončnem vzhodu. Tako da, ful pač epik, ampak ja, mi dva v bistvu celo noč nisva spala, Aleks je bruhal, čist je bil bogi, ni mogel spati. Pingo, Pončo, a bo? Ne umrit. Ja, pa bom. Ne umrit. Ej. To je grozen. Ej, Pončo. Tako da sva zdaj ekskurzijo skenslala in pač ostala tukaj v Jogijakarti. In zdaj v bistvu grem jaz v nabavo na tržnico, da mu kupim kaj hrane, kaj pametnega za jest, da bo pač probal biti čim bolje, pa da se proba pozdraviti do jutra. Bomo pa videli. Ja, ni preveč pleten, ni lušten, je pa res bogi, tako da ja, sem pa praktično edin turist tukaj. Sami domačini, pa vsi me gledajo, kada sem nora. Drugače naredim en povzetek te tržnice, pač ljudje so ful parjazni. Res, da me vsi gledajo, zato ker sem pač belt, pa še blond,
ampak ne vem, da bi se karkoli počutila ogroženo ali pa karkoli ne, pač tam une ženičke na hrani, kjer sem pač dejansko kupovala, so me kar za svojo vzele, nafilale z vsemi možnimi, sploh ne rabim toliko, ampak so mi kar dajale, pa se ne ustavile. Tako da res so res prijazni. Tako da ja, no, nek tak nasvet mogoče za kakšne ženske popotnice. Jaz se tukaj res nisem niti malo počutila pač ogrožene, tako da bi si upala hoditi po Indoneziji tudi sama, pač res ni nobenega problema. Evo nas nazaj v hotelu, bomo pa Ponča poklicali. Ponča! Vse sem prinesla. Čemu se mišice bolijo. Tabletko ta. Neka dolčija boš dobil. Boš kanal. Prav. A bo? Malo božji. Ampak moraš piti več. Kaj več ne grem v Azijo. Jaz si vedel, da greš. Ne, to je grozno. Fuj. In zatonična pijača. To ti bo pomagal za rehidracijo. Bo. Aj za nič, ja nima sladkorja. Ja, ne vem, če ga nima. Ja, ba je, da ne. Ja, pa je pa zaradi tega. Pingo. Se bo. Jaz grem spat. Zdaj greš jest. Ne, zdaj sem vodo spil, pa sem se zmatral, zdaj moram pa spat. Zdaj greva jest. Ja. Krikrčke. Prav. Ok, midva sva se hotla lih odpraviti k zdravniku oziroma v bolnico, ker naš Ponč je čist bogi, zdaj še vročino dobil, tako da pač definitivno ni v redu. In evo, lih ven sva stopila in je pričakala tropska nevihta. Tako da zdaj bova malo počakala, da se tole zlije, ker je novo. No, sva prišla do bolnice, dobiš pa takle listek, kao kdaj si na vrst. Niti ne vejo, kdaj bo na vrst, ker zdaj šele A177, midva sta pa B107. Čemo videti. Na vrsti sva bila relativno hiter, lahko pa sedaj rečem, da sem ponosni član bolnice, sem dobil svojo kartico pa vse. Prav veliko nisem mogla snemati, je pa Cindy samo na hiter in 2 slikci naredila, povzetek pa nekako takole. Nafilali so me za eno tekočino, eno injekcijo so mi dali, pa in kup enih tablet za domov. Je pa zanimivo, da ne dobiš celotne škatle, tako kot smo to navajen pri nas. Primer, če ti tukaj predpišajo lekadole, greš v lekarno, dvigam celo škatlo. No, v Indoneziji dobiš tako, po tabletkah. Nisem ravno prepričana, je to fora, ker so tujca, ali je to zato, ker varčujejo zdravili, ker mogoče jih nimajo dovolj, nasplošno pač v državi, ali je nasplošno taka praksa tukaj pač tudi pri domačinih. Vsekakor je pa zanimivo. Bili so pa strašansko prijazni in tudi angleško je zdravnica kar dobro govorila. Evo en hiter update, prišla sva z bolnice, našemu Ponču so dali, kaj so mu dali? Mene 3 različne tablete, pa eno injekcijo. 3 tablete, pa eno injekcijo je dobil in mu je rekla, naj počiva še malo, ne je pekoče hrane in podobno, pa da bo malo v redu. Tako da držim... Alkohola ne smem? Alkohola ne smeš. Tako da ja, držimo pesti, da pač to drži in jutri bo še počival naš Ponč, pol pa ima, da je kanal. Je pa rekel, da se počuti toliko boljš, da bo jutri lahko komod sam. Tako da sva se odločila, da grem jaz sama na turo, se pravi na gledati temple. Guys, great news! I'm the new leader of the gang! Cindy is the new leader of the gang. On pa bo pač mogel še malo počivati, mu drugega ne ostane. Zdaj, prvoten plan, ne vem, če sem že v vlogu kaj povedala, prvoten plan je bil, da najameva skupaj private driverja in v bistvu naju leta pelje do ta prvega templa, potem naju pelje čez vulkan, si greva pogledat še, kako je vulkan izbruhnil leta 2010, potem pa greva še do ta drugega templa. Ja, zdaj, ta plan ni izvedljiv, sva pa sicer že najdla private driverja in bi naju leta prišel 500.000 rupijev oziroma nekje 33 evrov. Tako da, kar dosti ugodna cena za private driverja, da te pač praktično cel dan voz okol. Ampak ja, pač zdaj glede na to, da sem jaz sama, sem rekla pač ne bom šla s private driverjem in sem zdajle lih kar bukirala
neko to skupinsko turo, tako da me jutri zjutraj ob 3:30 že poberejo tukaj pred hotelom in v bistvu gremo pol z buskom na, se pravi, ta prvi tempelj in potem pač nazaj in potem do ta drugega templja. Zdaj tega vulkana, pač, ki je izbruhnil leta 2010, nažalost ne bom videla, ker pač to ni v tej turi, ampak ja, sem rekla, grem rajš pač z drugimi turisti lepo vse to, ker pač bi sama šla s private driverjem. V glavnem, se vidimo jutri. Dobro jutro, sončki moji. Evo, to je še en dan, ki ga boste mogli preživeti v moji družbi, namreč Ponča še zmeri boli trebuh, tako da ja, jaz sem šla pa raziskovati templje. Ura mi je zazvonila v brutalni uri 3 zjutraj in zdaj v bistvu ob 4 smo že na enem hribu, smo se pospeli na hrib in pričakujemo sončni vzhod s pogledom na Borobudur tempelj. Jaz mislim, da je pred nami en fenomenalen dan, tako da zdržite z mojimi snemalnimi sposobnostmi. Ne se ne dosti hejca, hvala Cindy. Pa se vidimo ob sončnem vzhodu. Doma me res ne boste videli, da vstanem ob 3 zjutraj, ampak tole je bilo pa definitivno vreden. V glavnem, za mano lahko vidite 2 vulkana, en je sicer skrit za oblaki in pa Borobudur tempelj. Zbudili so se tudi ptičke, kot slišite, pa obletavajo nas na toperi. Prišli so oblaki in nam zakrili lep razgled, ampak nimamo kaj, še zmeri bilo je ful lepo. Bi pa na tej točki rada omenila še eno stvar. Tukaj, pač v Indoneziji oziroma nekako v vseh teh ekvatorialnih državah okoli in okoli sveta je dan nekje 12 ur. Torej, točno tukaj je sončni vzhod ob 6 zjutraj in sončni zahod je ob 6 zvečer. Tako da ja, imaš 12 ur dneva, ampak je pa ful čuden, ker pač je sončni zahod je ob 6 in potem je takole kar naenkrat tema, pač ful hitro sonce pade in nekako si misliš, poletje povezuješ z dolgimi dnevi, ker smo pač pri nas tako navajeni, da poletje je res dan do 9 zvečer ali pa kaj takega. Ja, tukaj ni, tako da v bistvu se nekako probava navaditi, da hodiva ful zgodaj spat, čeprav nama ne retuje, pa da pač prej bolj zgodaj vstajaš, da res izkoristiš tistih 12 ur dneva, ki jih imaš. Se že spuščamo v tele džungli, je noro meglen in nora velika vlažnost, še večja kot po mestih. Tako da, evo, lejte moje lase, so že šli po zlu. Smo se pa ustavili še v enem takem ful luškanem barčku na kavici. Evo, vam ga malo pokažem. Na to vzpetino smo šli pogledati sončni vzhod in zatem na sam ogled. V tem primeru do Borobudur templja. Je pa ta koncept vzhod plus ogled kar tipičen za Indonezijo in ga boste v tej popotniški seriji videli kar nekajkrat. Dobrodošli na Borobudur templju, največjem budističnem templju na celem svetu. Nekateri ga štejejo tudi med eno izmed 7 skritih čudes sveta. Celoten tempelj naj bi bil zgrajen iz kar 2 milijona teh kamnitih kock in v bistvu ima 10 nadstropij. Po budističnem prepričanju pa so ta nadstropja razdeljena na 3 dele in sicer noge, telo in pa glava. Ima 4 vhode, ki gledajo v bistvu vse 4 strani kompasa, glavni vhod pa gleda proti vzhodu. Celotno področje tukaj je zelo veliko in sicer kar 2500 kvadratnih metrov in praktično bi rabil cel dan za raziskovanje te okolice. Je pa v bistvu ta tempelj, Borobudur tempelj, v centralnem delu otoka Java, približno 1 uro stran od Jogjakarte z avtom in obdaja ga čudovita narava, ki je značilna samo za pač ta del Indonezije. Predvidoma je bil tempelj zgrajen v 8. stoletju in odraža indijski vpliv na ta del Indonezije. Čist je noro tukaj, pač našo skupinco so pripeljali oziroma odložili pred templom ob 7 zjutraj in so nam namenili 2 uri časa za raziskovanje. Ja, kot sem že omenila, definitivno čist premalo. Ampak je pa ful dober, ker kot lahko vidite okoli mene, praktično je ful malo ljudi, tako da se vam sem splača priti zelo zgodaj. Včasih se je dal po templju tudi sprehajati, ampak zdaj je to prepovedan, tako da v bistvu lahko vidite tudi za mano rdeč trak, ki prepoveduje vstop. Na samem templju lahko preštejete kar 504 kipe Bude.
Samo vzdrževanje Borobudur templja pa je zelo, zelo zahtevno. Namreč, kot prvo je tempelj zelo star in je izpostavljen že 1000 let. Kot drugo, v bistvu tukaj v Indoneziji je deževna sezona in pač ko je deževna sezona, je tempelj izpostavljen močnim nevihtam in neurjem in tudi močnemu dežju. Kot tretjo pa je bil celoten tempelj že večkrat prekrit s pepelom. Recimo ravno leta 2010, ko je izbruhnil vulkan Merapi, ga je v bistvu celega prekril s pepelom in so ga mogli pol nekako izkopati spet ven. Tako da ja, je zelo zahtevno, je pa sam tempelj tudi pod UNESCO-vo zaščito. Pa da še ponč s kakšnemu zanimivemu dejstvom uskočam. Po izbruhu Merapija je ob naslednjem izbruhu vulkana, v tem primeru je bil to potem vulkan Kelut leta 2014, so kar preventivno prekrili tempelj s prevlekami, da ga je bilo potem lažje očistiti, kar je ful zanimiv. Kako pa izgleda, ko deželo dejansko prekrije ta vulkanski prah, pa lahko vidite na slikah. Pravijo, da moraš ta tempelj obvezno videti vsaj enkrat v življenju in jaz lahko naredim tukaj eno veliko kljukico. Nažalost pa si naš ponč ne bo mogel tega templja ogledati. Ampak pazite to, razmišljava, da bi mogoče enkrat v prihodnosti organizirala kakšno turo in bi kakšno skupico ljudi pripeljala v Indonezijo. Ali pa mogoče kam drugam. Tako da, če se kdaj vrnemo sem, mogoče skupaj z vami, si bo tudi naš ponč lahko tole pogledal. Dajte nama napisati spodaj v komentar, pač, a bi mogoče radi z nama potovali, kako se vam zdi ta ideja. Tako da malo veva vnaprej. No, tudi predstavljala si nisva, koliko vas bo na YouTubeu potem dejansko komentirali spodaj, da si želite potovati z nama. In še mnogi drugi. In zato so se letos opogumila in dejansko prvo manjšo skupino popeljala v Indonezijo. Prečesali smo tako Javo z obema vulkanoma, Bromo in Ižen, kamor se odpravljamo v naslednjem vlogu, pa seveda tudi Bali s templji in opicami. In zato sem posebej jaz, Ponč oziroma Alex, še kako hvaležen. Saj sem tudi sam po skoraj 4 letih uspel videti ta čudovit tempelj na lastne oči, z vsemi detajli, ki jih ponuja. Ok, tole je kar zanimivo, kar sem zdaj prebrala. Tole za mano naj bili kar 3 templji in sicer Borobudur, Medit in Pavan. In v bistvu so nekako povezani skupaj in predstavljajo 3 stopnje, da dosežete nirvano. Če naredim en povzetek, mislim, da je 2 urci lih prav za ogled tega templja. Sploh, če pridete takoj ob odprtju, je pač res fajn, ker ni čisto nobene gužve, tako da si ga boste lahko komod in v miru pogledali. Zna biti pa pač sred dneva zelo, zelo, zelo vroče. Pač že zdajle ura bo 9, pa noro je, spet je pač noro soparen. Ja, vzemite s sabo dosti vode, čeprav jih pred vhodom tudi prodajajo. Pa v bistvu ja, no, zdaj, ko se ne da več po samem templu hoditi, se pač sprehodiš okoli, imaš tudi polhen tabel, da si lahko kaj prebereš, lahko pa tudi v bistvu vzameš privatnega vodiča. Vračamo se do avta in se bomo zapeljali še do drugega templja, Prambanan, ki je popolnoma drugačen od tega, kar smo videli zdaj. Zdaj, sam ta drug tempelj se nahaja spet čisto na drugem koncu in če se ne motim, je neke 2 uri vožnje, ker nekaj časa se bomo vozili. Vam pa priporočam, da če se boste odpravili gledati oba templa, obvezno vzemite kombinirano vstopnico, namreč cena je veliko cenejša, če vzamete kombinirano vstopnico, je pa še zmeri dosti drago. Torej za oba templa je v bistvu vstopnina 650.000 rupijev oziroma nekje po trenutnem pretvorniku 45 evrov. Tako da ja, dosti drago. Je pa ful cenej, če ste študenti s študentsko izkaznico, mislim, da je kar nekih 20 evrov popusta. Ena študentka je z nami pa je dobila ful cenej, tako da ja, se splača, če ste študenti. Dobrodošli v Prambanan templju. 1 uro pa pol vožnje kasneje z avtom smo prispeli do tega templja in to je v bistvu največji hindujski tempelj v Indoneziji in pa drugi največji hindujski tempelj v jugovzhodni Aziji. Ok, zdaj pa pridemo do te točke, kaj jaz skozi pravim, da ne maram teh
skupinskih tur. Za ogled tega templja, pa je, da so kar 4 templji, smo dobili 1 uro časa. 1 uro, to je to. Po mojem, da narediš temu templju pravico, bi rabo pač cel dan si vzeti. Če bi imel vsaj pol dneva, bi bilo veliko boljš. Tako sem pa zdaj čist zgubljena, sploh ne vem, kva ne naredim, ker 1 ura je čist premalo. Prvi tempelj v Prambanan tempeljskem kompleksu je bil postavljen v sredini 9. stoletja, tako da tudi tolele je vse zelo staro. Je pa tukaj kar 240 tempeljskih skulptur in stavb, pač neverjetno veliko. V bistvu najpomembnejše pa so 4 stavbe oziroma 4 ta glavni tempelj. Tudi ta tempeljski kompleks je pod UNESCO-vo zaščito, pač sej bi bilo čuden, če ne bi bil. Je pa prav tako celoten tempeljski kompleks že prekrila lava oziroma pač ta pepel. In ja, od takrat naprej so mogli pol ta celoten tempeljski kompleks obnoviti, tako kot smo videli že prej. Pač tole je res noro veliko, sam gledajte okoli mene. Pač ni šans, da bi si to lahko tako hitro pogledal. Sploh, no comment. Pa še vsi se hočejo slikati z Badu, pač z belci. Tako da, jaz jim kar bežim, zato ker ja, če bi se slikala z njim, bi se jo spet kar v vrsto postavili, pa sem pred sabo 1 uro in ja, ni praktično. Verjetno se kdo izmed vas sprašuje, zakaj pa so postavili te templje. V bistvu templje so posvetili 3 bogovom oziroma pač postavili so jih za čaščenje 3 murti. To so v bistvu 3 najpomembnejši hindujski bogovi. Tudi tukaj bi se definitivno splačalo vzeti vodiča, da vam pač pove malo več o teh stvarih in pa tudi pač o samem templju in o sami pač kulturi oziroma religiji, ki je tle. Nam je v bistvu so ponujali vodiča za 150.000 rupijev, kar je v bistvu nekje 10 evrov, kar je dejansko zelo sprejemljiva cena, to je praktično za celo skupino. Zdaj sem prišla do enega dela, kjer sploh še ni pač obnovljen, zdaj ne vem, obnavljajo, ful delajo kle okoli, tako da čisto možno, da obnavljajo. Ampak ja, pač dejansko ogromen kompleks, pa ni v celoti na njem. To je pa neverjetno, kaj enkrat prideš do samega templja in začneš gledati vse te čudovite podobe na njemu, pač kakšni detajli, sam wow. So pa v bistvu sam ta tempeljski kompleks prvi začeli obnavljati Nizozemci, torej v kolonialnem času. To je to od te ure, nažalost, pač 1 ura čist prehiter mine in definitivno temu templju nisem naredila pravice. Sem pa vesela, da ni Ponča zraven, ker njemu bi se pa sploh zmešal, ker pač ja, je čist premalo cajta, on bi si pa tudi želel ful več zvedeti od tega. Me tale naša Cindy že malo pozna, a ne? Itak da me vse zanima, tako da sem šel malo pogledat, zakaj se celotna stvar sploh gre. Lokacija templja ni naključna, saj je Prambanan lociran ob vznožju vulkana oziroma gore Merapi, ki je skozi celotno zgodovino veljala za sveti kraj. Tempelj v sredini kompleksa, ki je tudi najvišji, je posvečen bogu Šiva, enemu izmed glavnih bogov v hindujski veri, ki velja tako za boga uničenja kot tudi stvaritve. Je pa zanimivo, da arhitektura samega templja ni popolnoma tradicionalno hindujska, ampak ima malenkost budističnega pridiha, kot ste morda že sami opazili, če ga primerjate direktno z Borobudur templjem. Kar pa seveda spet ni naključje. Prambanan je prav tako kot Borobudur zgrajen v 9. stoletju, kar nakazuje na to, da sta ti 2 kulturi bivali sočasno v sožitju. Naš Sonč je že upozorila na krasno pročelje templja, ki ima v kamen izklesano veliko detajlov in podob. Kako mojstrsko so ti detajli izklesani, pa priča dejstvo, da so lahko arheologi na podlagi izklesanih podob ptic določili ne samo znanstveni red ptičev, ki so pač živeli takrat na tem območju, ampak so lahko določili celo rod ali družino, v katero spadajo. Skratka, res vrhunska arhitektura. Tele 2 templja se definitivno splača pogledati, ampak jaz vam svetujem, da naredite tako, kot smo mi s Pončom prvotno mislila. Torej, rentajte svojega lastnega private driverja in pač pejte z njim okoli. On vas lepo počaka na parkirišču, lepo vam bo avto pustil hladen, ker ga ponavadi zmeri tako malo senco parkira, ker so malo privilegirani domačini. Tako da ja, in ponavadi ga imate za 12 ur, tako da bi si lahko še malo več pogledali, ker tole je bilo res čist prehiter za moje pojme.
Pa še nekaj sem pozabila povedati, v ta Prambanan tempelj ne smete nesti noter nobene hrane, tako da če boste karkoli imeli s sabo, vam bojo vse pobrali. Vodo imate lahko, hrane pa ne. Mi smo se v bistvu pol kar s tem našim voznikom zmenili, da nam je nese pač hrano nazaj v avto. Ponč je tukaj, kako si Ponč? Smo te pogrešali cel dan? Boljš. Sicer sem še zmeraj malo napihnen, ampak gre na bolno. Malo sem me zrihtal. Ja, no super. Saj tako, da bo šla lahko jutri na vulkane, hopefully. Ja, moramo. Vulkani? Ja. Imam pa zate še par faktov, ki jih še nisem povedala najnim sledilcem, pa jih bom povedala kar skupaj s tabo. No, to me pa zdaj zanima. V glavnem, koliko misliš, da imajo Indonezijci poletnih počitnic v šolah? To je pa zdaj čisto rejno, sem mislil, da je začela v templu razlagati. Ne, to že vejo. Ali je ful malo ali pa je ful velik. Tako da jaz bom šel na ful velik, tako da 3 mesece. Ne. Se pravi, midva sva trenutno ravno v tem času šolskih počitnic, zato je tudi pač vse okoli in okoli malo več tega lokalnega prebivalstva, kako pač raziskujejo država. In v bistvu imajo počitnice od konca junija do sredine julija. Tako da samo nekih 20 dni. To je to. V celem letu. In pa so prej še za praznike in to je to. In delovno prebivalstvo ima pa razdeljene praznike, se pravi glede na njihovo vero. Če so pač kristjani, potem imajo praznike okoli Božiča pa Novega leta, če pa so recimo muslimani, imajo pa ob tistih svojih dnevih praznike. Tako da se zelo prilagodijo glede na pač vero, ki jo imaš. Po okusni hrani sva se vrnila na Maljo Borostric s prav posebnim namenom. Rezervirati sva šla ekskurzijo po epskih vulkanih. Ja, tako kot je Cindy zdaj že malo izdala, jutri se odpravljava na vulkane. Oziroma jutri za naju pomeni, za vas pomeni v bistvu v naslednjem vlogu. Greva pa na Bromo in Kava Ižen. Brutalno hudo noro dobro. Vam pokažem še en tipičen javen indonezijski WC, da vas ne bo kaj presenetili. V glavnem, pač tukaj noter sem zdaj in v bistvu ta WC je za plačati. Sicer je res nekih par centov, ampak pač to je to. Evo, pogledaj. Takole imate WC, pa pač lavor z vodo, pa seveda nobenega papirja, nič to. To je to. Je pa Mali Borostric pomemben še zaradi ene stvari. Namreč na koncu te ulice se nahaja Sultanova palača. Sultanova! Čudena, ne? Ja, Jogjakarta je namreč zadnje mesto v Indoneziji, ki mu še vedno vlada sultan. Poleg tega je zelo tradicionalno mesto, kjer se še vedno veliko stvari dela na roke, pa naj bo to hrana, obleke ali umetnine. Pravijo pa, da je ta ulica tudi ulica umetnikov, torej tukaj te slikarji, muzikantje in nasplošno ulični umetniki predstavljajo svoja dela. Pa ful srečo, ker je zelo ravno v mestu en ful znan slikar tradicionalne batik tehnike slikanja slik. Se nama malo mudi, ker je sam še 15 minut odprt, pa da vidva, če ojameva, kako to zgleda. Batik tkanina je globoko zakorenjena v indonezijski kulturi in zgodovini, ter se že stoletja uporablja za izdelavo tradicionalnih oblačil in njenih dodatkov, pa tudi za verske in obredne namene. Indonezijska batik tkanina je tradicionalni tekstil, ki je znan po svojih zapletenih vzorcih. Izdeluje se z edinstveno tehniko barvanja z voskom, kjer se vosek nanaša na tkanino pred barvanjem. Vosek ščiti tkanino pred barvanjem in s pomočjo tega lahko dobimo zelo lepe in zapletene vzorce. Postopek izdelave batik tkanin je zahteven in dolgotrajen. Običajno se začne s tem, da rokodelci oblikujejo vzorec ali motiv, ki ga želijo imeti na tkanini. To lahko vključuje risanje ali sledenje vzorcev na tkanini, ali pa se lahko dela prosto, po navdihu rokodelca. Ko je vzorec določen, rokodelci začnejo postopek nanašanja voska na tkanino. Običajno se to naredi z uporabo kantinga, majhnega orodja, ki spominja na pisalo. Vosek se nanese na območja tkanine, ki jih rokodelci ne želijo barvati. Med nanašanjem različnih barv lahko povoskajo tudi različne predele in s tem določajo, kaj se obarva in kaj ne. Ko je barvanje končano, tkanino potopijo v vrelo vodo, da se odstrani morebitni preostali vosek, ki mimogrede ga ponovno uporabijo, tako pač green v variantah.
Končni rezultat pa je čudovit in zapleten kos batik tkanine, ki prikazuje spretnost in ustvarjalnost rokodelca. Se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau!